Ampak moraš obdržati ta čut, to je najbolj, ker se mi zdi, da bolj, ko začneš razmišljati o denarju, pa kaj bi lahko bilo, pa to začneš... Ampak meni se zdi, da se danes mindset teh najboljših cosplayerjev spreminja, da ni več samo o hobiju, pa o veselju do cosplaya, ampak želijo iz tega pač narediti res tisti dobri cosplayerji pač kariero. Mislim se, to je potem ta fora, ko je Gregi rekel, ne, drugače je potem, ko enkrat to postane tvoja služba. Ja, takrat je drugače. Drugače, se isto velja za youtuberje, ne, se vse skozi poslušamo, ne, Trash Taste podcast, kako je to drugače, ko potem, ko gledaš anime, ne, že razmišljajo v bistvu, kako bi lahko to spremenil v content, ne morajo več uživati, ne, v samem animeju, drugače, ne. Ja, pa sploh, če si tik nad tem, da je to nek tvoj prak preživetja, ne? Zdaj, če bi ful investiral v tebe, zdaj, če imaš pač predvsej dostopnih sredstev, potem lahko te investicije vzameš, investicije, donacije ali karkoli, bi temu rekel. In skušaš iz tega narediti pač predvsej horizontalen content, se pravi, vložiš nekaj v svoj content, zraven pa vložiš mogoče še v nekaj drugega, mogoče v dodatne content creatorje, ki mogoče ne zaslužijo toliko, ne? Ampak postanejo potem pod nekim tvojim kriljem, zato so zelo dobri streamerji, začeli delati. Ne, organizacije so začeli delati, ne. Imaš OTK pa OTV, kjer je v bistvu celotna organizacija, kjer imaš zadnji menedžerje pa producente, ki si izmislijo nek content in potem vse te streamerje, ki so pod isto organizacijo, povabijo in skupaj sodelujejo, da ustvarijo ta content. Trash Taste ima isto foro, oni so pod Kodansho, se mi zdi. Ja, pod eno japonsko. Kodansho je založnik, ampak oni na začetku niso vedeli, oziroma ta menedžerka ni vedela, da je to v bistvu Kodansho. Ona sem videla eno glas nekje, mislim, da je fizično najdla, da ima določeno podjetje, se zanima za razvoj pač tega mednarodnega produkta, da bi anime mednarodno lahko širili. Potem pa, ko je malo raziskvala, je videla, to je v bistvu nek proxy Kodansho. Kodansho je pa eden največjih založnikov na japonskem. In potem je pač nastal iz tega ta, kako se reče, Tokio, neki, ki potem menedžira vse to kot agencija, se pravi Garnt in Joey, The Anime Man in podobne. No, se iz tega vidika si želita potem, da bi to postala vajna karijera? Zdaj je tako, ne. Jaz sem sicer veliko bolj za programiranje, mi je bolj všeč. Ampak pač at the same time, ne, če bi imel pa kakšen tak, da bi content delal ali pa kaj tasga, na začetku mi pa moj ne bi bilo bad, ne, bi bil vesel, ne, ampak jaz sam poslušam o teh burnoutih, pa tako, pač at some point ne bom več vedel, kaj bi delal. Pač se mi zdi, da bi se pač... To sem že večkrat A bi mogoče izpostavila kakšnega content creatorja ali pa organizacijo na globalni ravni, ki je pustil pač velik pečat na... Game Theorist, definitivno. Zdajle, ki je zapustil, ki bo zapustil zdajle YouTube, res... Čakaj, on gre zdajle. Meni se je 2 tedna nazaj dal ven video Goodbye Internet in govoril temu, da bo sred marca bo njegova zadnja teorija ven in bo kanale predal drugim ljudem. Njegov glas, njegov obraz. Pa se zdaj lahko vse AI simulira. On je že bil AI, on je imel samo Čak, zakaj pa? Z družina, predvsem družina. On je res toliko časa, on imel 4 kanale čez, ne. On je res delal teorije, skozi razmišljal o teorijah. Vse kaj je imel, Game Theory, Film Theory. Ja, on je pisal skripte. On je pisal svoje skripte, ja. On je vedno hotel biti glava svojega kanala, ne. Se je dal, včasih so mu pomagali, ne, ampak vedno glavni skript je pol on napisal in je on čez cel skript pregledal, a mu je všeč ali ne, in je kaj spremenil in tako. In je pač rekel, da pač ne more več tega delati. On je pozno v noč bil po koncu, on je imel družino, pač... On je gledal čisto vse Pokémon epizode, guys. A ne, to je en drug. To je zdaj tako, ko zdaj prevzema ta Game Theory kanal. On je pogledal vse Pokémon epizode, da je določil, koliko je Pikachu. Koliko je Pikachu, koliko je level na Pikachu. Pa tudi Ash, koliko je star, da bi delal. No, to je en drug, ki zdaj prevzema Game Theory, to bo on zdaj prevzel Game Theory, kaj je to, ta skript spisal. Sej govori o tem, da zadnje čase
da je vedno več drugih skripte pisal, zato da se malo preusmerilo, da bojo še vedno isti skripti, kot da se ni nič spremenil, sam drugi hosti. Ampak je pa rekel, da bo delal še na Game Theory Live-u, da bo mogoče še kdaj kakšen live streamil, ko bo špilil igrice pa tako naprej, pa da bo še vedno glavan nekak tega, ozadje se bo umaknil. Pač ne bo več on presenter, ampak se bo umaknil v ozadje, da bo mogoče še kaj pomagal, ampak ne bo pa tam. Bo stric iz ozadja. Ja, bolj na to fora. Mogoče da poskrbi, da ne zaidejo preveč. Mogoče samo producent. Pa ne, to je njegov baby, glej, on ga ne more... Ja, on je že kar dolg čas, 12 let je po mojem že on na YouTube. Ful dolgo je. Ta YouTube kanal je precej velik. 20 milijonov se mi zdi. Okay. Pa ima pa še 3 druge, ne? Game Theory, Film Theory, Food Theory, pa Style Theory. Style Theory, ja. On ima 4 kanale, ne? Pa še Game Theory Live, ko igr se špila gor, ne? Tako da 5 kanalov je imel čez on. Ok, se pravi, predstavljam si, da je pač precej revenue od tega prišlo. Človek se lahko upokoji. On živi od tega. Ja, valjda, da živi, ja. Tako da zdaj mu je verjetno že dosadilo do določene mere. Ja, ampak je pa res, ne, on ima družino, ne, on ima otroka, tako da, če imaš ti otroka, se ti pa pol že spremeni. A ima otroka ali je to samo teorija? Ma virtualnega. To bo naslednji producent. Does MadPat actually have a family? Ne, ampak se ti ampak se ti po mojem definitivno pogled tudi na delovanje čist spremeni, ker imaš enkrat odgovornost otroka. Ja. To je res čist druga stvar. Pa se v teh zadnjih letih se je marsikaterem channelu to zgodilo, da se je glavni spremenil, ker ni mogel več, pa velika industrija jih je prevzela. Zdaj bo vedno več tega, ne, če tako pogledamo. Zdaj vsi te, ki so že toliko časa tle noter, ne, vse njim počasi že... Izteka čas. Ne, izteka čas. Čak, edino smoš, ne, ona dva sta zdaj. Onda sta nazaj. Smoš, res. Ona nista bila lastnika znamke. Ja, vem, što prodala. Potem sta pa kupila nazaj. Ja, zdaj sta one dva. In zdaj je tako spet sama delata content. Ja. Zdaj pa imaš pa kvalitet lih obratne. O čem je zmanjkalo denarja. Rekla sta, ne moramo pa nazaj, to nam pa že še 10 evrov. Kako se jima je povrnilo vse skupaj? Mislim, imate zdaj toliko audience, kot ste ga imela prej? Kako so... I don't know. Zdaj nova generacija. Pa nostalgija je, po moje. Velika se včasih gleda, so po moje nazaj prišli. Jaz se je, ker Pokémon in Real Life sta zdaj spet imela. Ker tiste, ki so jih včasih gledali, so pač gledali takrat, ko je bil še začetek tega streaminga in to, in si pač tudi drug človek v tistem obdobju. A veš, zdaj tisti, ki so odrasli, so zdaj mogoče v drugem mindsetu konzumirajo. Ne, ti povej, da ko gledaš njune videe, potem se nekako spomniš, da si še vedno isti. Nikoli nisi odrastel. Tako.